Spoštovane gledalke in gledalci, ponovno smo z vami v oddaji Župan za vas na televiziji AS in prav prijetna družba. Če sem se doslej družil in se pogovarjal z moškimi župani iz dežele ob Muri, ena od treh župan v svetu ob Muri je gospa Vesna Jerala Zver, in sicer županja občine Turnišče. Lepo zdrav. Lepo pozdravljeni. Kako je v Turnišču, boste seveda sami povedali, tri županje v deželi ob Muri, držite pa skupaj, verjetno tudi se kdaj in kdaj slišite. Ne nazadnje mislim, da imate županje celo neka srečanja na slovenskem nivoju. Glejte, 16 županje samo v Sloveniji, ampak mislim, da smo zelo prodorne. Vsaka na svojem področju, ko bi rekla, kraljuje. Vsekakor sodelujemo z moškimi župani, ker je tudi prijetno, skupaj delamo, gradimo to našo prihodnost, ampak županje smo nekaj posebenega, tako kot doma, ta prvo pospraviš, potem pa postaviš stvari na svoje mesto. Isto sem napravila recimo za občino Turnišče. Jaz sem občino Turnišče prevzela tako razmetano, razdajano, vse strehe so puščale, okna pudala, ceste, udarne jame, ni bilo asfaltov po cestah, vsi so hoteli nekaj imeti. Tako da je v bistvu moj mandat izgledal kot neke vrste pospravljanje. In to je obrodilo tudi ene velike sadove. Namreč občina je vredna toliko, kot so urejeni njeni dokumenti. In naši dokumenti niso nič štimali, bilanca ni bila ta prava, dokumentacija popolnoma neurejena. V bistvu je bil na občini prisoten samo en človek. Tako da, in prvo, kar smo se lotila, je bil proračun. In v 3 letih, ker se pač statistike to kažejo in so merile, smo iz 119. mesta od 211 mest prešli na 8. odlično mesto v Sloveniji. Se pravi, kako delamo s proračunom, smo naredili tak salto mortale in smo se kot občina vpisali med prvake. Takih prvakov v Sloveniji je samo nekaj, Tako da to je ena taka velika stvar. No, v tem času smo dali 37 ljudem preko javnih del tudi možnost, da so se nekaj zaslužili, da so se aktivirali. Večina je zdaj tudi zaposlenih. 180 študentom, oziroma zdaj že več, ker vsak dan prihajajo vloge, smo izplačali pomoč, denarno pomoč. Preko 90 staršem smo pomagali pri rojstvu otroka, se pravi tudi denarno pomoč smo jim dali. Poleg tega je pa občina Turnišče v Pomurju tretja najbolj razvita občina. Pred nami samo še Odranci pa Murska Sobota. Pred 4 leti to vsekakor ni bila taka slika. Iz tega povedanega, kar ste povedali, Vesna, nekako sem razbral, da vendar na prvem mestu od vsega je pri vas človek v vaši občini Turnišče, ljudje, občanke in občani in njim nekako uprit, seveda tudi županja mora delati. Glejte, županovanje je trdo delo. Pravzaprav je to garanje. Prvo, kar so mi rekli župani, ko sem bila izvoljena, so mi čestitali, so rekli, dobrodošla med garači. In res je temu tako. In šla sem v županovanje z edino samo željo in namenom, da naredimo nekaj za občino, za ljudi. In to smo tudi delali. In to se odraža vse posod in prav je tako. Tako da recimo, če gremo mehko nazaj na investicije, v tem letu smo napravili državno cesto skozi Turnišče, bile so take velike udarne jame, meter na meter. Potem, zdaj se pa dela državna cesta skozi Gomilico. Naredili smo približno 98% cest občinskih smo preplastili. Potem so imeli večje posege, kot so recimo kakšni hodniki, ulice 4. maja, hodnik Gomilice. Hodnik Renkovci se zdaj začel, pa se bo mogel tudi prihodnje nadaljevati. Potem tudi most čez Črni potok, tako da odvodnavanja tega je bilo ogromno, ker leta 2014 je bila velika poplava v Turnišču. Ogromno smo napravili odvodnavanja, pa še bo treba napraviti v prihodnje pod občinskimi državnimi cestami. Popolnoma vse svetilke smo zamenjali, se pravi javne razsvetljave, zaradi tega, da ni svetlobnega smoga. 7 novih avtobusnih postajališč smo postavili, 102 lamelne table se zdaj postavljajo ob občinskih in ob državnih cestah. Seveda vzdrževalna dela so pa mogla laufati.
Končali smo pomurski vodovod sistem A, to je en tak veliki projekt. V prihodnje nas čaka, ker smo tu zdaj že začeli, prenova kanalizacijskega omrežja in pa čistilne naprave. To je že vse pripravljeno, ampak v prihodnjih letih bo moglo to nadaljevati se. Potem odprli smo občinski prostorski akt, plan. Mi smo med prvimi, ki smo ga imeli, dvakrat smo spremenili, ampak zdaj ga treba že spet obnoviti. Potem osnovna šola je v prejšnjem mandatu bila prenovljena, ampak situacija nas je silila, da smo mogli tudi tu pristopiti. Neurje je odkrilo streho, smo mogli sanirati, potem je počela cev, nam je uničila telovadnico, sanirati telovadnico. Potem v kuhinji smo mogli zamenjati 2 stroja velika, tako da je bilo kar nekaj tega, ne. Potem smo mogli zaščititi vso občinsko premoženje. Namreč zamenjati smo mogli recimo okna na stavbi, nekdanje rodovite, potem smo mogli streho zamenjati v pač eno KMT stavba, jaz rečem, potem večnamensko stavbo smo mogli sanirati, potem energetske izkaznice smo naredili, občinsko stavbo smo mogli posanirati, ker je drugače bi bila prevelika škoda. Gospodarsko cono smo začeli urejati, pa prihodnje jo bomo mogli tudi, če bomo hoteli, da se pride kakšen podjetnik v našo gospodarsko cono, pa tudi to urediti. Uredili smo številne nakupe, prodaje, nepremičnine, se pravi zemlje, prodali smo 5 občinskih stanovanj, tako da v Lendavi, to je še tisto, kar je ostalo od prej, tako da polno vsega, ne. Potem imamo pa tukaj še javno podjetje Varaš, katere je občina 100% lastnik. Ko sem prišla, je bil javno podjetje Varaš, v bistvu nismo vedeli, da ga bomo zaprli ali kaj. Njega smo obdržali, medtem ko zavod Kovšta smo pa zaprli, ker je bil preveč nepravilnosti tam not, ne. No in javno podjetje Varaš, letos so dobili tudi traktor, mulčer pa prikolico, da lahko delajo, da lahko urejajo, se pravi skrbijo za javno razsvetljavo, za občinske ceste, za vodovod, za kanalizacijo, za javno razsvetljavo, za pokopališča, tržne aktivnosti, se pravi, to oni vse urejajo. Gospa Vesna Jerala-Zver, povedali ste, da je bila občina investicijsko seveda usmerjena, seveda pa tisto, kar je v domeni občine in za kar morate skrbeti. To pa je sociala in vrtci. Nekaj o sociali ste povedali, verjetno tudi odziv države, kako ga ocenjujete, nekaj časa smo bili celo v brezvladju, pri tem je ustrezna pomoč, seveda župani pravite, da tista glavarina v navednicah premajhna, kako na relaciji tega in kako sproti rešujete socialo pa predvsem vrtec težave? Glejte, ko bi rekla, srečo sem imela, da sem občino prevzela brez dolga, ne. To je res, to je zelo dobro od mojih predhodnikov. Je pa tako, 2/3 oziroma 4/5 občinskega proračuna gre nekako za šolo, za vrtce, za socialo, tudi recimo za to javno podjetje Varaš, to, kar moraš napraviti, ne. Mi probamo reševati, kar se da. Zelo lepo bi bilo, da bi dobili več finančnih sredstev, ampak glejte, stvarmi, na katere ne moramo vplivati, se ne obremenjujem preveč. A veste. Treba je sicer delati z ministri, upam, da zdajšnja vlada bo imela večji posluh za to. Je pa tudi tako, veste, ljudje moramo tudi včasih kaj sami napraviti, zaradi tega, ker kako je bilo včasih? Mladi so poskrbeli za starejše, ker so starejši predtem za njih poskrbeli, ko so bili otroci, a ne. In zdaj mislim, da vlada dela na tem, da bi en tak vzorec spet prišel nazaj, a ne. Tako da tukaj je kar nekaj, medtem ko recimo mi imamo Polnoščekovo domačijo, ki sem prej omenila, ki jo zdaj prenavljamo. Danes sem dobila uporabno dovoljenje za dnevni center, ki bo v tej domačiji in bo letos zaživel. Drugi del domačije bo pa medgeneracijski center. Tisto imamo pa že tudi potrjeno in je zdajle v petek tudi otvoritev. Seveda na Mladih svet stoji, gotovo tudi posvečate veliko pozornost mladim in Prekmurje vse bolj postaja nekako usmerjen v zeleni turizem. Morda še kakšno besedo o možnostih turizma v občini Turnišče, kako mlade zadržati, ki seveda inteligenca nam beži iz tega sveta ob Muri v centre drugod. Glejte, občina Turnišče je precej, lahko rečem, hitro razvijajoča se občina.
z dobro kvaliteto življenja, s tisočletno tradicijo in tukaj so vse možnosti, ki bi morali, tako jaz vidim na to, mladi na tem graditi. Služb res ni, dela je pa dovolj. In občina mora vedno poskrbeti za možnosti, da lahko ljudje delajo v tem. Recimo v prihodnosti želim gospodarsko cono bolj razviti, se pravi investitorji so na vidiku, turizem smo zdaj tudi zalaufali, vam bom malo razložila, mladi pa morajo se zraven spraviti pa začeti delati, biti aktiven, ne biti tako pasivni. Vsak, ko pride do mene, mu pomagam, da kaj začne delati, ampak glavno gonilno sila mora biti pa mladi človek. Mi smo v tem 3 letih, lahko rečem dobrih, zasadili preko 80 dreves, 70 nam še čaka, se pravi bomo tudi pozelenili. Naredili smo 4 javno dostopne defibrilatorje, enega imajo recimo tudi posredovalci, to so gasilci, kupili lutko pa šolski defibrilator, tako da tukaj se razvija tudi učenje. Potem športnim društvom smo omogočili sanacije igrišč, slačilnic, opreme igrišč in tako naprej, reflektorje smo jim postavili. Uredili smo parkirišče nasproti cerkve, to je en tak prireditveni prostor, ki bo, je tam električna polnilnica, se pravi stebriček za avtodome in mladi bojo lahko tudi tržili tam, če bojo želeli, se pravi jim damo eno možnost. Potem ohranjanje kulturne dediščine, tle smo ogromno napravili, se pravi Polnoščekova domačija sva jo že omenila, Čevljarski muzej smo prenovili, slamnato streho gor, Trpeči Kristus, to je iz leta 1750 spomenik. Potem je tukaj listino cehovskih pravic, 12 let nismo vedeli, ki je, zdaj smo jo našli, naredili faksimilo in to. Polno vsega. Ja, potem in tukaj so možnosti vse, da se razvije turizem. Občina Turnišče s tisočletno tradicijo je možno, da razvijamo romarski turizem in gremo v to smer. In zato se vse to, kar zdaj naštevam, se to dogaja, ker gre v to. Kaj smo imeli še v teh letih? 750. obletnico prve pisne omembe starega turniškega svetišča, 100. obletnico gradnje nove cerkve, potem 75. obletnico smrti Štefana Kovača Marka, narodnega heroja, pa 50. obletnico vrtca. To so same velike obletnice, ki smo jih imeli. Gostili smo pa tudi recimo velike osebnosti, kot so predsednik države Borut Pahor, potem je tukaj minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič, potem njena ekscelenca Monsignor, dr. Julius Januš, se pravi tudi mursko-soboškega škofa, monsignorja dr. Petra Štumfa, potem madžarsko veleposlanico, potem častnega konzula madžarskega. Vse to smo imeli v teh letih pri sebi. Tudi slovenske županje smo gostili, pa 3 častne občane smo dobili in tako naprej. Tako da pri tem smo pa skrbeli tudi za to, naredili smo logotip občine in naredili smo ogromno promocijskega materijala. Na tem parkirišču, ki sem ga prej omenila, se bodo tržili tudi oziroma delili promocijski izdelki, turizem se bo razvijal, ker v našo cerkev vsak dan, lahko rečem, prihajajo avtobusi na ogled in ravno te želimo tukaj zadržati. Drugo tako točko imamo pri podjetju Paradajz in želimo te, ko bi rekla, turiste v občini znotraj, da se sprehodijo po naši občini, ne da samo pridejo nekaj pogledati pa odidejo, ampak da jih zadržimo in da ostanejo. Edina stvar, ki nam v občini manjka, je pa ena gostilna, ki bi se ljudje usedli, potrošili svoj denar pa šli naprej. Morda pa nas kdo od investitorjev sedaj posluša in bo morda v občini Turnišče, kjer je tržna niša za to dejavnost, za gostinsko, morda hotelirsko dejavnost, pa prišel k vam na pogovor. Vesna Jerala Zver, povedali ste že pri vsem, kaj ste naredili tudi, da ti projekti praktično še nekateri potekajo naprej in da kaj bi trebalo narediti, pravzaprav smo že izvedeli iz vašega pripovedovanja, pa vendarle morda kakšna malenkost, ki še ostaja, pa bi želeli morda za prihodnje. Za prihodnje moja želja je, da se projekti, ki so zdaj začeti, dokončajo, da vse, kar se bo delalo za ljudi.
Želela bi po prihodnje delati z ljudmi, ki vidijo dlje od svojega nosa pa od svojega žepa in da se dela za skupno dobro, tako kot smo mi začeli, ne. In to je tista moja motivacija, ki jo želim enostavno prenesti tudi naprej v želji, da lahko nadaljujem naslednje 4 leta. Bodi tako, vse dobro na jesenskih lokalnih volitvah vam želim, Vesna Jerala Zver, županja občine Turnišče in seveda vse dobro občankam in občanom za hiter in dober razvoj. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil pogovor z Vesno Jerala Zver, županjo občine Turnišče. Bodite v oddajah Župan za vas, še naprej z nami in prisluhnite, kaj se dogaja po občinah dežele ob Muri.